Kjer gremo itek naprej. Koliko je pa dobro tole, ne? Prve letos. Malo mi je žal, da v drugo stran hodim. Ne, markirano pot sem čisto izgubil, sploh ne vem. Trudil me je ful dobro. Perlette. Mrzo je pa kot svila. Živijo! Danes se nahajam pa spet v eni najbolj, mislim po mojem kar, najbolj pravlični dolini pri nas. To je dolina Zadnja Trenta. In gremo en krog. V bistvu tak najbolj cilj, da rečem, je zavrtišče pod Špičkom, pa še en ali pa dva vrhova bomo osvojili, drugače pa en tak super krog. Veliko bo tudi brez poti pa tega, tako da gremo. Zdaj za začetek gremo kar tlele po dolini proti Zapotoškim slapovom. Malo pred konc doline bomo pol šli desno po markirani poti proti Bavškemu Grintovcu. In prečeli bomo eno fantastično lepo planino za potok. In pol tamle gor na tistih meličih pod Grintovcem bomo pa prečeli desno in pol v bistvu tle okol in dol in je to ta krog. Kakšno razdejanje še vedno, kaj je tukajle 2-3 leta nazaj je snežni plaz dol priletel. Stanki bojo pa še, če ne bo pospravili, bo tole še desetletja. Tukaj levo gremo za Zapotoške slapove, desno pa Bavški Grintovc in tamle gor je pot. Drugače pa to so pa ena najboljših sotesk zame pa slapov v Sloveniji. Bom dal tudi desno gor, bom dal video o slapovih, ampak tole je družinski izlet, ki morate iti. Tudi če ste sami, si ga naredite, družinski izlet. Prvi krasni razgledi. Tale te visoke pa Prisojnik. Tiste vmes levo od Prisojnika je pa Vršič. Drugače tukaj je, rekel, zahtevna. Je na parih mestih tudi klinice, tamle klini, ampak nič posebenega. Klopca z razgledom se temu reče. En košček se vidi enega izmed Zapotoških slapov, ampak te so že nedostopni za običajne smrtnike. Tole pa najbolj izpostavljen del moje cele poti, ampak bom še videl, ker kar nekaj ne poznam. Kakšen fantastičen Bukov gozd smo se preselili. Moram pa pohvaliti, tele markacije čisto nove izgledajo, pa tudi od lanske se ne spomnim, da bi bile toliko lepe. Tako da markirane zelo lepo. Vsa čast. Tale pa zdaj prav neverjeten prizor. Bomo prišli iz gozda. Kaj pravite? No, tole vse skupaj je planina za potok. Tamle levo od Kučice dol pri tistele skali je izvirček. Drugače pa tamle malo nižji vem, da so eni tolmunčki zakopati, če se tle vračate dol, pa da se osvežite. Pa je tudi tamle gore en tolmunček, ampak ga ne bom šel zdaj iskat, ker gremo itek naprej. Jaz imam vode po vsega še zadost, tako da kar pičemo naprej. Da si pa lahko malo tudi zavetja poiščete, če vas kaj preseneti. Tukaj na planini ne bo nikoli prav hodilo veliko ljudi. Je pa dosem dobra urca pol vzpona, tako da če imate radim take razdeje, se vam splača potruditi.
Kalna morena. Tudi če ne boste prav hudo zgodni, pa ob 6-5 štartali, vam bo tele gozdovi tlele nudili tako super senčko. Je pa res, da bom pa malo prišel ven z gozdov, pa nas bo pa sonček božal. Smo samo še med macesni. Prvič, ko sem šel tlele, zdaj ga namreč drugič, je tlele bila megla, ker tega razgleda nisem imel. Se splača malo ustaviti. Ni Beograd, ampak je Bavški Grintovci. Je kar dobro. Sem pa pozabil omeniti, danes sem tudi zasledil, sosed Sašo je v ekipci slepih in slabovidnih, ki hodijo po hribih. In so šli danes z Vršiča tudi na zavetišče pod Špičkom, pa če bo vse po sreči, se srečamo. Koliko je pa dobro tole, ne? Evo, iz travnika sem prišel na melišče in zdaj bomo takole pričali proti kele. Sem na križišču, kjer bomo šli mi desno. Tukaj pa tudi za Bavški Grintovci. Sem pa glih zdaj razmišljal, smo pa glih praktično točno 1 let nazaj, Luka, Ivo pa jaz, tlele gor sekal. Bom dal desno gor link. Drugače pa, to sem še hotel povedati. Tlele v dolini Zadnja Trenta imate super izlete tudi, se pravi te za Potoški slapovi, a ne. Pol izvir Soče sem tudi vodo tam tanku, pa Kekčeva dežela je. Tako da pa v bližini je še kar en kup enih lepih stvari. Bom dal pod spod v opis link do mojega bloga, kjer je veliko znamenitosti Trente, nam rekel vse. Tukaj, ko pridemo, ki se začne markirana pot v takem travniku spenjati v serpentinah, meni kaže navigacija naravnost. Tako da potke sicer ne vidim nobene, ampak šele tamle čez vidim, da tukaj bomo čez travnik počeli, pa bomo pa videli, kako bo naprej. Gremo pa tukaj zdaj pač iz markirane poti na brezpotja. Ok, zdaj sem spet prišel na markirano pot. Očitno, da tamle gor pride iz Bavšice pot in gre tlele proti zavetišču pod Špičkom. Tako da tudi, če bi šli po unih serpentina gor, bi prišel, bi lahko šlo, bi šlo, no. Tako da super, gremo naprej. Pot kljub temu, da je markirana, je na mestih zelo slabo vidna. Pa, dale se kar lepo spuščam. Tukaj, ko smo na drugi strani, se pravi na kontra pobočju od Grintovca, gre markirana pot, gre Kezat, mi gremo pa tukaj gor, pa še na en vrh. Pa se bom pa vrnil, pa šel proti po markirani poti naprej. Evo ga, Bavški Grintovci. Tukaj zadnji vse je pa dolina Bavšice, pa tlele tudi zgleda še en konc, ne vem, tukaj zadnji točno kaj je, ampak ti zadnji, ki se pa vidite, pa Loška stena. Saj moglo bi biti, no. Mi gremo pa tlele gor. Evo ga, prvič danes Triglav. Tole dol je seveda Zadnja Trenta. Evo, tukaj zadnji je pa že Kaninsko pogorje. Tale ta prvi pa po mojem da Rombon. Pa pol naprej. Ja, sigurno je Rombon, pa tamle se pol naprej vidi. Evo, prve letos
planike. Glih začenjajo cveteti. Super. Sam sledimo grebenu. Evo, to je pa to. Sem prav pogledal, Zagorevc je to. Zagorevc. 2090 metrov visok vrh. Dajmo pa v Bovcu začeti panoramo. Tamle se vidi zadaj Svinjak, pa čisto zadaj je Matajur. Piše, ker ne vem, če je Matajur, če ni to Stov. Stov je, ja, Stov. Pol je tole Bavški Grintovc, se imenuje zato, ker je Bavšica tle, dolina. Potem imamo itek Triglav, desno od Triglava je Kanjavc, pa potem tukaj tole Lepo Špičje, pa tamle je pol Razor, Škrlatica zadnji v oblakih, malo se jo vidi, Prisojnik, levo od Prisojnika je Vršič, Mojstrovke, Jalovc, tamle zadnji tole Mangart, Loška stena, zadnji se je Rebica skriva in smo nazaj. Tole je spet en ful dober razgledni vrh in spet z ene druge perspektive vidiš tele gore in je neverjetno. Tako da, jaz sem se nagledal, 2 banani pojedel in pičemo naprej, ne, proti zavetišču. Evo, pa sem nazaj tlele na onemu križišču z markirano potjo in to moram pa sam najti, kje je. Ja, še malo sem se mogel vrniti, mimo tele grape, pa tukaj zadnji je tudi še ena grapa in pot gre tukaj dol, pol se tudi tamle dol se malo vidi, pa prečimo polke. Najprej sem se kar nekaj spustil, da smo se začeli pa spet vzpenjati. Potka je pa tako, markiran je dober, včasih je treba malo pogledati, kaj je slabo vidno, ki je zelo malo hojena. Se pa zelo lepo potko vidi, kje smo prej gor se potikali. Evo, zdaj gremo pa še malo dol, da bomo šli poleg malo več gor. Po tem spustu imamo pa tamle celo malo jeklenic, ampak nič kaj takega, bolj zato, ker je pesek, če drsne slučajno. Nič posebenega tole prečenje, ampak če pa ne bilo jeklenice, bi bilo pa kar zoprno. Na trenutke bi se tej poti lahko rekli, da je markirano brez poti. Markiranje je, kako sem rekel, dober. Ampak vmes je treba res gledati, kje je pot, pa včasih ni pa tako. Tako da markacije, skozi lučmi iskati markacije. Tukaj sem se malo zgubil, ampak vidim, da je na onu stran, da je potka in kele dol. Dober pogled nazaj, ne?
Je pa tukaj ni še take panike, no, ampak je pa priporočljivo imeti na telefonu ali pa sabo zemljevid, no, oziroma še boš telefon pa prednaložene mape gor, pa polno baterijo, ne. Pa seveda aplikacijo, da te sledim, kje si. Koliko ljudi mislite, da sem že srečal danes? In se je to retorično vprašanje, ker nisem nobenega. Malo vode pa malo živali, da lahko popijejo. Ker malo mi je žal, da v drugo stran hodim, da moram nazaj gledati, ker so nazaj lepši razgledi. Takole si na neki potki, misliš, da si na potki, pa pol ugotoviš, da mogoče pa to od živali, pa se čez 2-3 trenutke vzreš naokoli nekjer nobene markacije. V glavnem takrat je najboljše, da se ustaviš, malo poiščeš, če vidiš, kje je kakšno markacijo. Če ne vidiš, iščeš potko oziroma neke sledi poti. Če še tega ne najdeš, se vrneš nazaj do tja, kjer si nazadnje videl markacijo. Ker se lahko hitro zaplezaš, če greš v napačno smer. Jaz se tukaj trudim, oziroma do zdaj sem enkrat pogledal na telefon aplikacijo, pa še to tam gor na onom križišču, ker sem šel po markirani poti naprej. Drugače pa probam biti čim bolj samostojen oziroma neodvisen od aplikacij, da sem pozoren, kje hodim in tako. Od prejšnjega klipa sem 2-krat upošteval svoje navodila in šel nazaj do markacije, no. Zdaj sem, mislim, da našel, siguren sem našel. Tlele pod mano pa orenk odbito dol. Kakšne stene grapa, neverjetno. Prej smo bili na oni strani. Moram to gledati za markacijam, da kar malo pozabim pozvati tele lepote. So pa po večini kar ene take kozje stezice, ni neke poti. Ampak markiran pa je. Tukaj pa res ta prava divjina je. Mir. Sam sem pa kaj kakšen avion. Brenči. Ja, takole je to. Narava, medtem ko jaz stavam med markacijami. Morate pa računati, da po tele markiranem brezpotju gre veliko počasneje kot pa sicer. Ampak gre. Čudež, skale jokajo. Ja, tamle gor se že vidi zavetišče pod Špičkom. Zdaj pa sam še markirano pot najdeti. Sem jo izgubil. Razgled je pa fantastičen. Cel čas. Jaz pa mislim, da sem na markirani poti, čeprav nikjer že dolgo mi nisem markacije videl. Zdaj mislim, da tam sem noter. Nekam bom že našel. Sem pa kar malo vesel, da sem jo našel. Spust je pa drugače zelo trikja, ne. Semle v bistvu se spuščamo v smeri koče oziroma zavetišča, ampak markacije še ene nisem videl. Strmo je pa tudi kot svina, ne. Pa še mokro je. Tako da je the best. Ja, jaz sem na, rečemo temu, trdnih tleh, da ni prepadal okoli. Mislim, če ne bi imel aplikacije, pešuka, mojem, da tele poti tle dol ne bi našel, no. Ker markiran, tlele ni nič, edin če kje druge markirano, jaz ne vem.
V glavnem, tukaj se zdaj eno stezico vidi, pa gremo naprej, no. Nekam bomo že prišli. Res mi je zanimivo, kje sem jaz Markacije izgubil. Ampak v glavnem, ne vem, po mojem sem šel po pravi poti dol, no. Zdaj, ko gledam gor nazaj, mislim, ni druga variante, ker je toliko strmo posod. Zdaj, markirano pot sem čisto izgubil, sploh ne vem. Kar Markacij zmanjka. In ena potka je zdaj tle, ko je semle pripeljala. Moram skozi Borovce plezati. Ne vem, je zdaj to. So živali naredile, ali človek, ampak mislim, da ljudje tle hodijo, no. Ne upam pohvaliti potke, to sem danes že dvakrat sam pri sebi naredil, pa je bilo pol kar konc. Ampak, izgleda kar v redu. Jo, gotovo sem po mojem, ali odbegajam ali pod Kozoroga stezice. Sem plezal zdajle pol urce skozi Borovce. Ampak mislim, da bom kmalu našel pot. Upam. Drugače sem spet našel Markacije. In mislim, da zdaj se pa nam več izgubil. Upam. Ja, tole smo prišli, pa tamle sem se spustil nekje dol, pa po tem lišču, pa tam bi mogel sam prečati, zelo blizu. Ampak jaz sem se nekaj spustil, pa pol v ta ruševje in nič, naprej izgleda v redu. Na križišču smo, ja. Jalovec sem še, zavetišče pod Špičkom, piše, 2 uri. Ne bom pa premislil, če se mi da gor. Ja, nič, glede na to, da je 1:02, oziroma malo do 2, pa imam še cel dan cajt. Bom še gor skočil. Pa je to. Žal bom pa verjetno zamudil tele slepe in slabovidne. Ja, sem vedel, da je malo pretirane cifre, da so dol. Da lahko hodim po mojem 15 minut. Pa tamle gor vidim zavetišče. Piše še 1 uro, ampak sigurno ni tole 1 uro. Tole je križišče, zavetišče Špička gor, par minut, tamle skozi gre pa za Jalovec. Ja, pa še malo razgledaj. Super je. Pa na ta pravim koncu, da ni tako oblačen. Evo ga. Dobrodošli na zavetišču pod Špičkom. Evo, zdajle pa s šefico sedim tlele pred Špičko. Ona, 2 punci sta tle gor. To sem že lanskrat, ko so šla z Lukatom na Jalovec, sem povedal, ampak v glavnem, če hočete žurat, na Špičko prijeti. Na Špičkarije. Na Špičkarije, evo. To je to. Je pa treba prej posle rezervirati, kam je tam skozi polhan. Ja, pa majhni smo, pa stiskamo se. Pa štrudl ima ful dober. Perlette. Ja.
Tele pod špičkom je res toliko je dober, tako sproščeno punce, ful v redu. Tako da sem se zadržal kar ene 2 urci siguren. Zdaj pa pičimo dole, ne? Da krog zaključimo. Glih fino proti soncu. V glavnem do Trente oziroma do avta 2 uri. Sam nadaljujemo v dolino. Tlele pa tudi zdaj grem, bom šel prvič, nisem še šel tlele dol. Pot za dol je super, ampak gor pa tlele kar pihaš. Ampak sej, drugega tudi ne pričakuješ, če greš proti Jalovcu, ne? Celo položi se malo vmes. Tam sem pa že na naslednjem križišču. Tukaj je Završič gor, ja. Tukaj sem pa že dol prišel, ja. To pot do Podna pa že poznam. Ni več daleč do dol. Evo, pa sem v dolini. Zdajle pa še skok do Soče, se noter vršt, pa zaključek naredimo, ne? Pred kopanjem se treba pa še hidrirati. Najboljša hidracija. Mrzlo je pa kot svila. Bom še zaključek pri temule fantastičnemu bazenčku v Lepeni naredil. V glavnem super krožna tura, mogoče me je malo presenetila, malo več časa sem rabil, kot sem mislil, zaradi vsega tega iskanja in vseh teh stvari. Drugače pa narava super, srečal nisem enega človeka, sploh v prvem delu ture, ne. Kaj naj rečem, mislim res, če hočete mir, pa da se malo znajdete, da vam to ni problem, pol je tole res priporočam ful. Potem zavetišče pod špičkom tudi priporočam, res tako. V enih kočah se prav prijetno počutim in to zavetišče je eno od teh, no. Punce sta res ful simpatične, zgovorne, tako dobra volja in to vam jaz zelo rad. Drugače pa tura, jaz bi bil cenil kot kar zelo zahtevno, mogoče ne toliko tehnično, kot predvsem za orientacijsko, kondicijsko tudi je bilo, mislim, bom vse statistike pa to bom dal dol, tako da to je to, no. Jaz upam, da ste uživali, jaz sem se imel super, hvala, da ste ostali z mano do konca, pa se kmalu vidimo, ne. Čau!